Gospod profesor, dilema javno-zasebno zdravstvo se pojavlja, kot smo lahko slišali tu v Portorožu, v vseh državah. Kakšno je vaše mnenje? Moje sporočilo, in vesel sem, da ni samo moje, je, da je v svetu dokazano, da je javno zdravstvo tako učinkovitejše kot vsaj toliko kvalitetno kot zasebno. Zasebno je lahko koristno za bogate ljudi, koristno je za zasebne zavarovalnice, koristno je na vse zadnje za vlado, če se želi znebiti svoje vloge kot socialna država, ampak nikakor pa ni dobro za državljane. Državljani morajo imeti, in to je dokazano, še naprej dobro javno zdravstvo. Privatizacija je samo ekstremen primer, kam bi pripeljala privatizacija. Gre namreč za tako drage posege, da si praktično nihče, noben državljan ne more privoščiti, razen tisti najbogatejši, tako da na to celo lahko odgovorim. Mislim, da celo v najbolj ljudomrzni državi, v najbolj kapitalistični državi ne bi upali tako daleč, da bi rekli državljanom kupi si srce ali pa umri, seveda pa lahko se uvedejo razna doplačila in tudi že sama doplačila pri tako dragem postopku lahko ogrožajo tiste najrevnejše. To pomeni, truditi se je seveda treba, da so transplantacije tako kot doslej zastonj. Zelo težko bi vam odgovoril, ali bi res prepovedal nekomu, ki mu gre za preživetje nekje v neki deželi, ki jo ne maram niti imenovati, za njegovega otroka, za njegovo soprogo in je pripravljen prodati svojo ledvico, zato da bi lahko svojo družino preživel, ampak načelno se mi pa to zdi najmanj zelo vprašljivo in morali bi najti druge načine, da bi ljudem v takih stiskah pomagali. Danes je svet toliko bogat, da je takim ljudem mogoče pomagati samo, če se jim hoče. In to je tisto, kar se danes v svetu dogaja, ampak s tem bo pa prišla od zdravstva v politiko. Ali je res potrebno, da ljudje ponujajo svoje organe, da bi preživeli njihove družine? V Sloveniji imamo to dejavnost vsaj na papirju dobro razvito, vendar odziv med Slovenci za darovanje človeških organov ni pretirano velik. Zakaj? Največ bi morali iskati to deloma vsem, da je to relativno začetni postopek, da tudi živimo v enem obdobju medsebojnega nezaupanja, da izgubljamo, hvala Bogu ne v celoti, občutek za solidarnost in da smo Slovenci tudi iz prejšnje države bili navajeni na malo pritiska, na malo prisile, tudi takrat, ko je šlo za dobro stvar. Tako da mogoče bi tukaj veljalo razmisliti, da se še okrepi to, kar smo že začeli, namreč kako se posameznik pred morebitno smrtjo odloča za darovanje. Največ bi bilo v tem treba iskati rešitev, po drugi strani pa na dolgi rok pa verjamem, da bo družba postala, želimo si, da bi postala bolj humana, da bi ljudje razumeli, da tudi po smrti lahko pomagajo in da s tem naredijo dobro delo.